čakaj. A sem jaz v kopalnici? A je kopalnica v meni? Hočem reči, a je kopalnica v moji sobi? Hej! Ne vem, kaj je danes. Naj bo še z Luno v zvezi, da nihče noče govoriti z mano. Si ti tako kričalo? Uničilo boš moj rok? Jaz sem tako kričalo. Gospod, a ste vi gasilka? Nobeno gasilka. Moje ime je Mokro koleno, namestnik poglavarja indijancev iz rodu Močvirniki. A ja, od kdaj pa indijanci taborijo v Ljubljani? Prišlo sem na kongres, svetovni kongres priklicevalcev dežja. In zakaj bo vaš kongres ravno tu? Meni je bilo rečeno, da se bo kongres odvijalo v domu Cankarjevi. Saj ste vi Cankarjevo? Ja, sem Cankarjeva. Bučka Cankar. Ampak vaš kongres bo najbrž v Cankarjevem domu. Genau to sem tudi reklo. Gospod Mokro koleno, a bi kaj pojedli? Prav rado bi kaj zmlelo med zobli. Potem pa kar sem? A ženi pa niste? Bog ne daj. Sicer pa bomo morali odpiti vse tole. A sam? Mi ne bo noben problem. Mi Močvirniki veliko pijemo. V šolo moram. Vi si pa kar privoščite malo miru. Zaklenite se v sobo, prosim. Mama vas bo prav vesela. Še nikoli ni videla indijancev, čeprav nama z bratom kar naprej govori, da tuliva kot vi. A tulite? Ne, mi Močvirniki gramo. A ja, adijo. Lahko pridrvi kakšna mlada frpa z vozičkom in
zapelje naravnost čez mene. Na to nisem pomislila. Pa se splača mislit, mlada gospodična. Še zajec, ki nima bokve kakšne pameti, teče pred lovcem cik, cak, cik, cak, cik, cak. Bi vi pred kroglo tekli naravnost? Ne, želim vam veliko sreče v vašem vijuganju skozi življenje. Jaz moram žal naravnost v šolo. Adijo. Nasvidenje. Ko zdaj včasja? V kino nas je bilo. Ker si zamudila, se nisi spremenila. Tu nimamo več šole, imamo le še vole. Vidiš, kaj se zgodi, če se človek ne uči. Res me veseli, da taka nisi tudi ti. Kaj pa zdaj? Boste učili vole? Učiti moram tudi vole, zaradi kontrole. Jani, vstani! Jani! Jani, vstani! Kaj ti je ljubše, mesnica ali pšenica? Pšenica, učiteljica. Učiteljica se reče, pazi, da te ne bo bolelo pleče. Mučim se mučno. Močno, močno, tako kot sočno ali bočno. Premikal se je bočno in ne bučno. Mučno, ti Sedi na nas, kaj prijeli. Ja, že ne bi bila za to. Zakaj ne te vprašam zdaj? Za vole učiti. Tudi jaz tega ne delam brez odpora. Ampak kar človek mora. Življenje je namreč ena sama pokora. Močna fora. Zdaj bomo trjevali zadnje snov. Ti pa ne pojdi domov. Hvala, učiteljica, ampak med voli se počutim nekam osamljeno. Adijo! Adijo. Pojdimo. Joj, kakšnega brata imam. Ne govorite pa vi. Si še da videla nevidno žogo? Zakaj pa igraš brez žoge? Ker so mi jo ukradli. Zakaj so ti ukradli? Ker ne znajo igrati košarke brez žoge. Boško, in kako naj znaš ti? Ker nimam žoge, ti še zmeraj ni jasno. Je, vse mi je jasno. Boš kmalu doma? Čakate presenečenje. Indijanec, mokro koleno. Tamara, ti si odštekana. Ti tudi. Dan, Dober. Dobar dan. Postaja avtobusna, kje je, poveste, lahko mi jo prostite. Kako prosim? Avtobus našel bi rad. Radi bi našli avtobus? Gospod, vi pa niste od tukaj, a govorite arabsko. Slovensko govorim jaz, nazadnjak sem jaz, veste samo. Govorim nazaj, mislim nazaj. Spoznam ne mesta, konec stana, sedaj pa res. Mislim, da bi vi nazadnjaki morali govoriti zelo nakratko. Strinjam povsem se, težave povzroča govorjenje moje, vam daje mi žal. Je že v redu. Do postaje pridete takole. A ja, to, kar je zame, levo je za vas desno. Ni res? Res ni? Je res ali ni res? Res je. In to, kar je zame naprej, je za vas nazaj.
pribito kot drži. Do postaje pridete takole. Pojdite po tisti ulici nazaj, potem se pospnite po stopnicah navzdol, še predtem pa zavijte okoli hiše na levo. A ja, nazaj, navzdol, na levo. Pomoč prijazno, zahvala lepa. Adijo. Kaj se je zgodilo? Je tu kakšna razprodaja? Ste zgrešili ulico? No. Saj se zastopimo. A ne da? Dovolite, mlada lepotica, sam sem kriv. S temnem foksjem sem se vračal mimo vaše hiše, pa je začel renčati in skakati, kot bi se mu zmešalo. Pokukal sem skozi okno in zagledal tistelega Turka. Nabijal je po bobnu. Tum 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 čuf 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 čuf. Tup 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 tup. In tako dalje. Zraven se je zvijal, da me je spominjal na naočalko. Kaj ne bi storil? Jaz vem, česa ne bi smeli storiti. Ne bi smeli poklicati policije. Kjer so policaje, je vedno cirkus. Ti si Cankarjeva, a ne da? Takole bomo rekli. A poznaš onegale, čem reč onegale tujca? Poznam. Mora biti to daleč, a ne da? Od zelo daleč, od Amerike. Takole bomo rekli. A tegale poznaš? Poznam, v sosednji hiši stanuje. Se bomo kakuj sporazumeli. Ti gre z nami, pa te gospodar gre tudi z nami. Zakaj jaz? Jaz sem vas poklical. Kdo nas pokliče, nas potem tudi ima. Ne bomo vzeli ameriškega indijanca, vzeli bomo slovenskega psa. Primaruha, naša policija že ne bi ravnalo tako kot vi. V Ameriki je vsak pes bolj zaščiteno kot indijanci. Ali brez nas ne bi imeli ne rek, ne gozda, ne bizonov. Imeli bi samo televizijo. En ti boga namalanega. Tamara, pri tej priči mi povej, kdo je ta tip, ki se mota po vaši hiši? En super gost. Udeležuje se kongresov. On je kongresnik. Kongresnik? Zakaj tega ne poveš precej? Kaj ste me vprašali precej pozno? Zdaj se pa prosim precej skidajte izpred naše hiše. Točno, vi tu gnjavite ugledne meščane, da pravi lopovi se pa sprehajajo na okrog. Da ti ne bi ene prislonil, tebi in tvojemu bedastemu psu. Nihaj se pači ti gobec stavšani. Alo, mi smo z Iga, požarna obramba, posud prvi na položaju, kar začeli. Začeli bi? Kaj bi začeli? Z vaše hiše kaplja in culja. To pomeni, da niti slučajno ne potrebujemo gasilcev. Tudi poplave so v naši pristojnosti. Alo, pobje, pejmo. Izginite, poklicala bom policijo. Smo že tu. A mi nismo tu. Saj se zastopimo, a ne da? No. No kaj? No nič. No kaj? No nič. No kaj? No nič. No. Štejem do 10. Če bo potem še kdo na ulici, ga odpeljem direkt v arest. Tole vam povem, če bo iz vaše hiše kapljalo in culjalo, bo se... Zgini! 1, Alo, pobje, premik. 10. Mokro koleno, sem že doma, je vse v redu? Ja, ampak vi Slovenci ste pozabljivo narod. Kako prosim? Očevidno si morate vse zapisati. Torej, si ničesar ne zapomnite. Mi, Indijanci, imamo vse zapičeno v glavah. Mi ne pozabljamo ne na zvezdno jezik, ne na vetrno jezik, ne na trovno jezik. Naš jezik sestavljajo besede nebo, zemlja, voda, zrak. Lepo si govoril, upam, da ne bom pozabila, ker sem Slovenka. Res je nekam veliko tešale. Mama ima prav, ko zdihuje, da se na njih samo nabira prav. Povsod se je in se bo nabiralo prav, posebej tam, kjer ni dovolj mokro. Lahko pa ti tele sklaranice spremenimo kaj bolj razveseljivega. A res, kaj pa? Metulje. Meni so zelo pri srcu metulji. Meni tudi, kako pa to storiš? Z močjo svoje želje. Sploh pa so knjige in metulji nekaj podobnega. Tako, opravijo so. Wow, super, res si kul. A bi lahko tale bazen spremenil v
manjši cvetoči travnik? To ne bo problematično. Super, fantastično. Totalka odštekan dan. Halo? Čau, mama. Sem že doma, ja. Ne more biti boljše. Sedim sredi cvetočega travnika in naokrog je polno metuljev. Nič ne fantaziram. Zraven mene sedi indijanec mokro koleno. Ej, mama, si pozabila, da imam danes nastop. Sem mislila, da me boš prišla gledat. Okej, se vidiva zvečer. Adijo. Si slišal? Imela bom nastop in nihče me ne bo prišel gledat. Pri vas, mamen, ate gotovo gledajo otroke, ko nastopajo. Kako pa? Pri nas mame, ate in otroci nastopajo skupaj. Mokro koleno? Se ti ne zdi, da boš precej samoten, ko bom odšla plesat? Ne bom. Odšlo bom s tabo. Super. Mi močvirniki smo že od nekdaj nori na ples. Samo en hip me počakaj. Grem pod resnico pade in sploh zrihtat se moram. Pojdi se ksihtat. Ksihtaj se lepo počasi. Se ne mudi. Hitrica je nevarno. Sem videla že veliko osebkov, ki so se jim od hitrosti skisali možganci. Pač pa nisem videla nobeno noro drevo, ker drevesa ne divjajo in se petajo sem in tja po hribovjih. Si ti kdaj videla povesnilo drevo? Nisem. Sem si mislilo, imaš časa, kolikor gre v pehar hrušk. Medtem, ko se boš ksihtalo, ti bom pa jaz pripravilo kosilo. Ne vem, če boš kaj našel v hladilniku. Mi indijanci hrane ne iščemo v hladilniku. Nočemo živeti tam, kjer živijo hladilniki. Potem pa ne vem, kaj boš storil. Storila bom nekaj na moč preprostega. Kaj raste v travi, kjer je nasploh veliko vlage in vode? To bržčas veste tudi Slovenci. Gobe! Jasno, torej se bova vzdrla malce po kotih. No, vidiš? Joj, so luštne. Si prepričan, da niso strupene? No, a misliš, da jaz ne ločim užitnih in strupenih gob? Nisem te hotela žalit, a takšnih gob še nisem videla. Kako jim je ime? Ime jim je mali, travniški, smejavčki. Zakaj smejavčki? Smejavčki zato, ker so ljudem, ki jih jedo, vse stvari videti smešne. Potem pa kar na štedilnik. Mi indijanci hrane ne kuhamo na štedilniku. Nočemo živeti tam, kjer živijo štedilniki. Mi smo mojstri za ognje. Ne se hecat, bi rad še enkrat zažgal v hišo, bi rad, da še enkrat pridobijo gasilci. Znamo zakurit ogenj, ki se ne kadi, ne pušča pepela in ne smrdi. A da ja. Da ja. Tum 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 tum. Se je zmotilo? Ni prišlo na pravi naslov tako kot jaz? Ne, to je moj brat Boško. No, pridi Boško, pridi, da ti predstavim prijatelja. Prijatelja? Ja, to je mokro koleno in je ta prvi za poglavarjem in sploh velik čarovnik. Sem opazil, ja, kaj pa dela pri nas? Zašel je, moral bi v Cankarjev dom na kongres priklicevalcev dežja. Zdel se mi je malce osamljen, pa sva se spoprijateljila. Imava namreč soroden odnos do življenja. Ne se hecat, kaj to pomeni, da imasta sorodno odnos do življenja? A sta bratranec in sestrična? Sedj se k mizi in pasta. Sem rekla, da imam nastop v operi.
Ešte mu poca. Na, ni. Mamo. Oprostite, česa? Tega življenja ne. 30 let vozim avtobus in še zdaj ne vem, kako se človek počuti, če je potnik. Odločil sem se, da ne bom več šofer, ampak potnik. Gospod bivši šofer, bi kaj rada ta mala? Rada bi vedela, kdo bo se vozil. Ne sprašuj mene, če šoferji postanejo potniki, potniki postanejo šoferji. Logično, a ne? Zelo logično. Boš ti šofiral? Izključeno. Mi indijanci ne vozimo avtobusov. Je tu notri kdo, ki se celo življenje želel voziti avtobus? Ne. Ga ni tacega znaka? Tu je ena deklica, ki se celo življenje želela voziti avtobus. Imate si karte? Jo. Ste si privezani? Jo. Pazite, ker imamo zamudo. Živa kot muskar v galopu. Oj, druž, a smo polenake, kako pa vozite? Hitro in sredstvo bi upokojenec. Končna postaja, hudičo v Festevlu. Kampelci ta mala. Srečno. Lej, nova štacuna, butik neuporabnih stvari. Ni to super? Božansko, znorelo bom od radovednosti. Dober dan, lahko pomagam? Kaj je tole? Izvolijo, prosim, lep, tu so specialno za čepljene tišine. Ta je francoska tišina, tu vidite alžirsko tišino in tu je švedska tišina. Lahko kupite litrsko ali pol-litrsko tišino. Boste flaške francoske tišine, spoštovani gospod? Se prijazno zahvaljujemo, ampak mi močvirniki smo se s tišino zelo bliski. Morda ste za kakšno sladkarijo? Imamo odličen marmorni kolač. To moram poskusiti. Za tukaj ali papir? Ga lahko vidim? Seveda. Ampak ta marmorni kolač je pa zares iz marmorja. Menda da je. Potem pa v papir. Misliš, da ga boš doma lažje pojedel? Mislim, da stvari niso tako neuporabne, kot se zdijo na prvi pogled. Tale marmorni kolač je odlično obtežilnik za papir ali izvrstno orožje zoper roparje. Boste pogledali še oblačila? Tole so rokavice iz nerjavečega jekla. Priporočamo jih smučarjem. In tole je šal iz beneškega kristala. Primeren za gala, predstave in fine žurke. A ni nekam trd za okrog vratu? Kristalno trd. To bi bilo nekaj za mojo mamo. Pojdiva, drugače bova res pozna. Greste v opero, ste glasbenica, imamo prepariran klavir. S čim je prepariran? Repo, ocvirki, rižem, paradižnikom. Boste vzeli? Ga bom prišla drugič iskat, ko bom imela več časa in ko bom bolj lačna. Kaj pa je tole? Luč, a ni videti? Zakaj ima črno žarnico? Ker je luč, ki sveti navznoter. Aja, nasvidenje. Nasvidenje. Dobar dan. Pridimo, kokolino. Te bom spremila v dvorano in ti pokazala, kje boš dobro videl. Hej! Jaz bi rekel, da štok čvaje po štok me guante, nema kaj za iskati v operi. Ampak ko nastopa
Lepo, nisem vedela, da ljudje plešejo v takih hišah. Impozantno. Kar sem se usedi, tik ob odru. Misliš, da bom res dobra? Malo me je strah. Tistega, ki je saj enkrat v življenju jedlo travniške smejavčke, ni nikoli več strah. Slabo, samo malo bolj strastno se morate gibati. Strastno? Ja, bolj s celim telesom. Pustite, da bodo vaše roke, noge, glava, vrat, bohi postali čisto svobodni. Naj plešejo, kakor hočejo. A ne bi to lahko pokazal? No, pa brez zamere. Nocojšnji dnevnik, v katerem bomo govorili o resnem političnem položaju državi, pričenjamo z vsakdanjim poročilom iz ljubljanske opere. Popoldanska baletna predstava, na kateri je kot gost nastopil gospod Mokro koleno iz Združenih držav Amerike, je doživela neverjeten uspeh.
Spremenila se v splošno rajanje. Gledalci še v času, ko tole poročamo... Nisem videla, daš tako dobro pisati. Totalka odštekan dan.